Ja, lep pozdrav, Domen Nefat sem jaz. Hvala lepa organizatorju za povabilo na tole srečanje. Zdaj, moja tema je, glede na to, da sem odvetnik, pa da se pravzaprav bolj ali manj s pravnega vidika ukvarjam tudi s tem področjem, se pravi okolja, narave, da naj pripravim nekaj v zvezi z novostmi in izzivi na področju zakonodaje, ki so se zgodili v, rečemo temu, letu. Tako da, se pravi, zdaj moja vsebina predstavitve nekje zajema predpise, prav zakone in pa dve podzakonski zadevi, se pravi dve uredbi in pa eno sodno odločitev Vrhovnega sodišča, ki se nanaša na pravzaprav to področje. Zdaj jaz upam, da sem vsaj neke ključne zadeve zajel, da bom zajel v tem predavanju, če je pa kakšna druga stvar, pa upam, da bomo na nek drug način se z njo seznanili. Skratka, v tem letu so se zgodile tele spremembe. Zakon o varstvu okolja se je spremenil in to je bilo nazadnje 2.11. je bila objavljena ta novela ZVO-1J, ki bo začela veljati v roku 15 dni od objave, se pravi 17.11. oziroma 18.11. bo že polno veljavna. Zakon o ohranjanju narave je imel eno novelo v juniju in pa zakon o vodah v maju letos. Potem spremenila se je uredba o odpadkih in uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Sodna praksa vezana na tole odločitev Vrhovnega sodišča se pa nanaša na stransko udeležbo postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja, vezano na pravzaprav dokazni standard, ki ga mora izkazati nekdo, ki želi vstopiti v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja, da ima pravni interes za vstop. Pa začnimo potem z zakonom o varstvu okolja. Sprav ZVO-1J novela. Prvi del, ki je spremenjen oziroma ki je na novo, je bil zvezan na trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Zdaj zadeva samo področje je kar zelo normirano, sploh na nivoju Evropske unije. Tako da v glavnem gre pravzaprav za prenos zahteve tele direktive, ki sem jo navedel, in uskladitve z določenimi drugimi predpisi Evropske unije, na kakšne redakcijske pa nomotehnične prilagoditve. Bistvo te zadeve je pa, da gre za pomembnejšo vsebinska sprememba, se nanaša na porabo sredstev pridobljenih na dražbi emisijskih kuponov, sicer za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov. Hkrati je ta novela tudi omogočila podlago za sprejem predpisa, ki še bo sprejet, s katerim se bodo podrobneje določili načini in pogoji za dodelitev finančnega nadomestila sektorjem ali delom sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisij CO2 zaradi posrednih stroškov, ki nastanejo zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov, pa se prenese na cene električne energije. Skratka, tveganje premestitve emisij CO2 pravzaprav pomeni, da bi se neka industrija prenesla v neko drugo državo, ki nima takšnih predpisov v zvezi s tem, hkrati se pa v globalni ravni še vedno emisija CO2 pojavlja. Tako da v bistvu je ta del zdaj podlaga za sprejem predpisa, ki bo uredil to zadevo. Zdaj, naslednja stvar, ki je bila spremenjena, je bil 20. člen, proizvajalčeva razširjena odgovornost. Zdaj, ta zadeva sicer itak že funkcionira. Sprav imamo, mislim, da je njih 8 tokov odpadkov oziroma zadev, ki se nanaša na proizvajalčevo razširjeno odgovornost. Odpadne embalaža, odpadne izrabljene gume, avtomobili, akumulatorji, baterije, odpadne nagrobne sveče in podobno. Zdaj, s to novelo je pa zakonodajalec malo bolj jasno, bolj precizno uredil ta del. In sicer določa, da morajo proizvajalci za izdelke, za katere velja seveda proizvajalčeva razširjena odgovornost, zagotavljati pa financirati predpisano ravnanje z rabljenimi izdelki in z vsemi odpadki, ki na območju Republike Slovenije nastanejo iz teh izdelkov. Zdaj, kako lahko to naredijo? Zakon izrecno predvideva, da lahko to sami ti proizvajalci naredijo ali pa skupaj z drugimi proizvajalci, prav skupno izpolnjevanje teh obveznosti. To pa pomeni, da pooblastijo bori se neko združenje ali pa ustanovijo neko skupno, recimo gospodarsko družbo. Ravno tako v praksi nastaja prevečkrat nek problem, kako je s tem deležem, oziroma deležem obveznosti, če je več izvajalcev, koliko kjer bi rekel, te obveznosti mora izpolniti, in tudi na zakonski ravni zdaj predviden, kako naj se ta delež določi. Če te družbe, se pravi, ki izvajajo za proizvajalce oziroma izpolnjujejo te obveznosti, ne opravijo svojih
zadev potem piše direktno v zakonu, da proizvajalci stanejo finančno odgovorni za te zadeve. Naslednja stvar, ki je bila še ena detalj urejanja, pa je izvajanje obratovalnega monitoringa. Sicer da je v zakonu zdaj določena ena podlaga, da se lahko kot izjema določi, da lahko ne samo pooblaščeni izvajalec, ampak tudi kdo drug izvaja pod določenimi pogoji. Skratka, vlada lahko predpiše to, da je to možno v določenih primerih. Prehajam zdaj na zakon o ohranjanju narave. Se pravi, Evropska komisija je že nekaj časa nazaj začela očitno nek postopek v smeri, da naj ne bi bila habitatna direktiva ustrezno prenešena v naš pravni red. Zdaj, zlasti v delu, ki se nanaša na, se pravi, izravnalne pa omilitvene ukrepe v okviru presoje sprejemljivosti posega v naravo. Zdaj, sodba sodišča, ki je tam navedena na slideshowu, sodba sodišča, sodba sodišča EUC 521/12 je določila, da je nadomestni habitat vedno izravnalni ukrep. Zdaj, če je izravnalni ukrep, to pomeni, pride upoštev takrat, ki je škodljiv vpliv posega na naravo. In je treba skladno z direktivo po členu 6.4 izpeljati postopek prevlade druge javne koristi nad javno koristi ohranjanja narave. Zdaj, očitek v Sloveniji je bil, da zakon o ohranjanju narave ni ustrezno prenesel to direktivo. In če sem iskren, če staro verzijo tega člena berem, to je 102. člen, pravzaprav bi se res lahko tako razumeli, kot je komisija očitala. Sicer, da naj bi imela vzpostavitev nadomestnega habitata, ki po tej sodbi zdaj izravnalni ukrep, pravzaprav prednost pred kakršnikoli omilitvenim ukrepom. Zdaj, omilitveni ukrep je pravzaprav nek manjši poseg v okviru tega, se pravi, v okviru presoje, se določa, da omilitveni ukrepi so tisti, ki so manjši z vidika, kaj mora nosilec posega opraviti, da lahko vseeno izvede ta poseg v okolje. Pristojni organ pravzaprav v tem primeru lahko soglašal z načrti pa projekti, čeprav so škodovali in bi pravzaprav mogli iti v okviru nadomestnega habitata na presojo prevlade druge javne koristi. To nekako je bilo narodno malo očitno prenešeno v zakon o ohranjanju narave, zato je ta člen bil spremenjen. Hkrati so spremenili še 10. člen zakona, ki je določal, da se zakon ne uporabi oziroma ne velja v primeru nekih nujnih ukrepov za ohranjanje nekega zdravja in tako naprej. In Evropska komisija je bila mnenja, da tudi to lahko omogoči izjemo od uporabe habitatne direktive. Se pravi, nadaljujemo na zakon o vodah, novela zakon o vodah ZV1F. Edina stvar, ki je s tem predpisom, se pravi s to novelo prišla, je, da se določene spremembe v okviru sklada za vode so se v zakonu peljale, zlasti glede namena porabe sredstev tega sklada. Se pravi, cilj te novele je bil, da se bolj jasno razume, kaj pa kako in pa da se določene dodatne zadeve vpeljejo, ki se lahko financirajo iz sredstev tega sklada. Zdaj, prvič, da so napisali, da gre za gradnjo vodne infrastrukture, za kar se lahko sredstva sklada porabijo, pa izvedbo izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in pa izvedba izrednih ukrepov po naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda. Tega namreč prej ni bilo. Hkrati so dali v zakon podlago, da lahko tudi občine določene sredstva z tega sklada porabijo. Predvsem, kot vidite, točka 3, občinski projekti novogradnje ali rekonstrukcije sistemov za oskrbo s pitno vodo, se pravi za zagotavljanje javne oskrbe s pitno vodo, ki jih ni mogoče sofinancirati sredstva Evropske unije in tako naprej. Potem spet odkup zasebnih vodovodov strani občin. Obstajajo, se pravi, v praksi določene situacije, kjer so vodovodi pravzaprav zasebni lasti še vedno in jih tudi upravljajo na nek način s tem posredno samo občine v okviru javne službe in da se sredstva sklada zdaj lahko nameni tudi za odkup teh zasebnih vodovodov, pač občine lahko odkupijo s pomočjo teh sredstev sklada za vode. Podobno je tudi glede projektov novogradnje ali rekonstrukcije javne kanalizacije v določenih primerih, pod določenimi pogoji. Zdaj, uredil, se pravi, zakon o vodah iz novelo bilo vnešeno določeni novi členi so bili, se pravi, došeni 162a do 162g. Zakaj gre? Da se ta proces oziroma postopek, kako
lahko kdo kandidira, na kakšen način za ta sredstva sklada za vode. Se pravi, da gre za javni poziv, javni razpis, kako je z odločbami, kako je z pravnim varstvom, se pravi, da je upravni spor dopusten le tožniku zoper odločbo ali njen del, s katerim je bilo odločeno o njegovi upravičenosti, ne more pa s tem upravnim sporom napasti pravzaprav odločitve o drugih upravičenih subjektih. Zdaj prehajam na uredbo o odpadkih. S to spremembo uredbe o odpadkih je pravzaprav se vpeljal sistem, kako preneha status odpadkov, se pravi prenehanje statusa odpadka. Se pravi, gre za 8. člen, pa do danes so bile 8a, b, pa c člen, mislim, da. Pa v okviru določil, ki urejajo okoljevarstveno dovoljenje, so bile tudi določene spremembe povezane s to spremembo, se pravi v zvezi s prenehanjem statusa odpadka. Zdaj uredba s to novelo vpelje pogoje za prenehanje statusa odpadka. Kdaj so te pogoji, pravzaprav kaj so pogoji, da sploh preneha status odpadkov? To je nekako pisno opredelitev v enih 4 točkah. Potem je tudi uredba določa, kdaj so pa ti pogoji izpolnjeni. Kot vidite, se pravi, da je zaključena priprava odpadkov za ponovno uporabo, zaključen postopek snovne predelave odpadkov na industrijski ravni, pa zaključen katerikoli drug postopek predelave odpadkov, če so te pridobljene snovi, predmeti izpolnjujejo merila za prenehanje statusa odpadka, ki jih pa za te zadeve določa poseben predpis. Zdaj, še ena stvar se pa je vnesla v zvezi z merili za prenehanje statusa odpadkov. Se pravi, kakšna so merila, ki mora biti pravzaprav vnešena v tak predpis, da lahko neki snovi, nekem predmetu, se pravi, preneha status odpadka. Obstaja pa še ena zadeva, in sicer, da se lahko določijo merila za prenehanje statusa odpadka v vsakem primeru posebej. To pomeni v položaju, kjer ni posebnega predpisa, ki bi določil ta merila. Ta merila, se pravi, ko niso določena s predpisom, jih določi ministrstvo, to je pravzaprav Agencija Republike Slovenije za okolje v okoljevarstvenem dovoljenju, za vsak primer posebej, za vsako predelavo oziroma za vsako snov, vsak predmet. Postopek je seveda dosti precizno opredeljen, sicer neke korake treba izpolniti, se pravi nosilec tega oziroma upravljalec naprave, ki bo predeloval odpadke in potem pridobival iz njih prav nekaj drugega, mora dobiti mnenje z določenim predelitvenim meril, ki ga izda pristojno ministrstvo ali pa neka pooblaščena organizacija. Pomembna zadeva je seveda tudi, kako je z izluški iz teh materialov, če se jih uporablja, se pravi, v okolju, se pravi, da so nekako, niso v nekih zaprtih znotraj, notranjih prostorih, ampak da je lahko vpliv na okolje. In je treba narediti to analizo izluškov, ki jo izdela oseba seveda z akreditacijo. Uredba je pa z novelo prinesla še prilogo 5, kjer je določeno pravzaprav neke mejne vrednosti nekih teh onesnaževal v izluških glede na posamezne situacije. Taka, sicer v praksi sem slišal, da je zelo zahtevna zadeva in da vprašanje, koliko se bo dalo to sploh izpeljati glede na stroge zahteve iz te priloge 5. Potem naprej, če so bili te materiali, se pravi, nameščeni ali vgrajeni, se pravi, v nekem okolju, se mora tudi izpeljati predlog za spremljanje vsebnosti onesnaževal v izluških, se pravi, to treba pripraviti. Se pravi, če se zadeva potem vgradi, je treba kontrolirati, kaj se s tem dogaja. Glede, če še ni obrata, potem treba to, se pravi, analizo narediti potem, preden gre prvič v obratovanje, ker tiče prodaje ali pa recimo predaje te predelane snovi, je zanimivo, da naj ne bi noben od parametrov, ki so določeni v prilogi 5, presegel 30% od njih. In posebno izjavo mora dati ta upravljalec te naprave preden proda ali pa izda naprej, se pravi, ta predmet, ki je nastal s predelavo. In seveda določeno, kdaj se dejansko izgubi status odpadka in pa če se prvič ta snov ali predmet daje na trg ali pa uporabi, se uporablja tudi predpise o kemikalijah in proizvodih za njega. Glede uredbe o posegih v okolje, za katere treba izvesti presojo vplivov na okolje, prišlo je do, se pravi, spremembe, ki naj bi prinesla določene olajšave, tako administrativno razbremenitev nosilcev samega posega ali pa večja jasnost predpisa, pa v določeni meri razbremenitev ARSA, zlasti v delu, ki se nanaša na predhodni postopek,
ker je očitno na nek način v praksi prihajalo do kar resne obremenitve, se pravi agencije, ki se mogla ukvarjati z kar lepim številom, bi rekel, teh zahtev za predhodni postopek, pa v določenih primerih niti ni bilo treba, ampak iz nekih okoliščin so želeli nosilci posega ali pa investitorji, recimo, če so gradili kakšne objekte, da so raje dobili od ARSA sklep, da pač ni treba predhodnega postopka, da se zavrže, se pravi zahteva, da so bili tudi na upravni noti, recimo, zadovoljni, da so lahko speljali naprej zadevo v smeri izdaje gradbenega dovoljenja. Ravno tako je bila spremenjena priloga 1 na podlagi tega, ki seveda opredeljuje glede na določeno vsebino ali pa prag posega, ali je obvezna presoja vplivov na okolje oziroma ali je obvezen predhodni postopek. Tako da določeno še izrecno, da se spremembe posega okolja ne štejejo vzdrževanje in vzdrževalna dela v javno korist, razen če bi bilo to izrecno glede na vsebino določeno v tej prilogi 1. Zdaj še sodna praksa, ki sem omenil na štartu, v postopkih za izdajo okoljevarstvenega soglasja, se pravi presojo vplivov na okolje, tudi v določenih IED, OVD postopkih, seveda obstaja možnost, pa tudi v drugih postopkih, da se stranka, ki ima pravni interes, lahko vstopi v postopek in ščiti in brani svoje pravni interes, svoje pravice. Vprašanje je seveda, kako pa to naredi, na kakšen način mora izkazati ta pravni interes. Zdaj, gre za vprašanje, se pravi, nekega dokaznega standarda. Zdaj, sodišča razsoja v končni fazi, v tem polnem sodnem postopku z stopnjo gotovosti. Se pravi, sodišče mora z gotovostjo ugotoviti neka dejstva, da lahko za zahtevku ugodi. Zdaj, prva stvar, ki je, ali mora tu z gotovostjo ugotoviti, da ima nekdo, ki zahteva vstop v postopek, pravni interes. V konkretnem položaju je šlo za situacijo, ko je, se pravi, sosed ali pa mejaž, bom rekel, ker je šlo za gradbeno zadevo, ki je, se pravi, objekt z vplivi na okolje, za katerega je mogel investitor najprej pridobiti okoljevarstveno soglasje, in sosed je želel vstopiti v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja. V tem postopku je pravzaprav, ko je zahtevo dal, preložil neko pravzaprav strokovno mnenje, da naj bi prišlo do vplivov na njegovo nepremičnino, in za tega je imel on pravni interes, da vstopi v postopek. Zdaj pa vprašanje je seveda, kako organ mora presojati zdaj, ali mora presojati, da dejansko prihaja do vplivov na njegovo nepremičnino, ali je to šele stvar potem v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja. Se pravi, sodišče je tukaj zelo jasno reklo, da sicer glede na upoštevajo stališča sodišče EU, se s to odločitev spreminja, stališče glede načina izkazovanja pravnega interesa za sodelovanje v postopku izdaje OVS-ja. Zadošča že, se pravi, nižji dokazni standard, se pravi verjetnost ali še nižji, vendar ne samo zatrjevanje pravnega interesa. Kakor sem rekel, ta predložena mnenja izvedenih prič, obstoja teh obremenitev na zemljiščih, ki jih pač uveljavlja, se presoja v postopku odločanja o vprašanju položaja stranskega udeleženca kot v postopku odločanja o izdaji OVS. Se pravi, različen pa je pravni standard, ta dokazni standard. Se pravi, sodišče se pravi presojalo, ali je ta, ki je vložil za revizijo, dokazal svoje trditve o posegih na njene nepremičnine, namesto da bi presojalo, ali je revidentka, se pravi, z navedbami vlogi in predloženimi temi dokazi izkazala, da varuje svojo pravico in pravno korist, pač kar je mogoče ZVO-1. Se pravi, bistveno je, da je v nekem smislu vezano na odločitev sodišča Evropske unije in z ozirom, da naj bi bil ta dostop do sodnega varstva dosti širok v okoljskih zadevah, da je tukaj dokazni standard, da lahko nekdo, ki zatrjuje, da ima pravni interes, zastopi v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja relativno nizek, kar pomeni, da bo lahko potem v tem postopku seveda prišel tudi do sodnega varstva. V okviru izdaje okoljevarstvenega soglasja, prav samega postopka potem, ko je že pridobil status stranskega udeleženca, je pa seveda dokazovanje, ali dejansko prihaja do vplivov na njegovo nepremičnino, recimo kot sosedo, kot jo ima sosed, je pa stvar, se pravi, višjega dokaznega standarda, to je pa treba z gotovostjo ugotoviti. Tako da ta sodna praksa pravzaprav zdaj dosti razjasnila ta položaj, kako lahko pride do vstopa v postopek za okoljevarstveno soglasje strani stranskih udeležencev. Evo, to je zdaj z moje strani. Če so kakšna vprašanja,
bom z veseljem odgovoril, če bom lahko, tako da hvala lepa.